V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo podprli predlog, da se v ustavo vpiše pravica do uporabe gotovine. Namen pobudnikov je preprečitev, da bi v prihodnje spremembe v monetarnem sistemu gotovino postopoma nadomestile s popolnoma sledljivimi digitalnimi oblikami. Gotovina je edino plačilno sredstvo, ki posamezniku omogoča nesledljivost in ne zahteva posrednika. Obenem ščiti starejše, ranljive, tiste brez digitalnega dostopa ter številna mala in srednja podjetja. Živimo v času, ko se dnevne oziroma stvari, ko so bile včasih, bom rekel, samoumevne, spreminjajo iz dneva v dan. Če bi tak predlog, ki ga bomo z odlokom razglasili danes, imeli na poslanskih klopeh 10 ali 20 let nazaj, bi rekli, da urejamo nekaj, kar je del zdrave razumske pameti. Da gotovina le predstavlja en del varnosti in sigurnosti. Z tega vidika je seveda ta predlog pomemben. In včasih, ko vidimo, da je ta potreba potem tudi jasno prikazana skozi naravne dogodke, kot je na primer izpad električne energije v Španiji, ko je celotna družba stala, ko transakcije niso bile mogoče le s kreditnimi karticami in se je še enkrat uveljavilo tisto pravilo, da gotovina le predstavlja en del varnosti in sigurnosti.